Rodovski bataljon, mirno. Sukni. Na desno poravnaj se. Mirno. Na mesto zmot. Rodovski bataljon, mirno. V naslednjih trenutkih na prizorišču pričakujemo prihod bojne zastave Rodovskega bataljona 1. brigade Slovenske vojske. Rodovski bataljon, mirno. Za prihod bojne zastave, pozdrav, nalevo. Na prizorišče slovesnosti prihaja poveljnik Rodovskega bataljona 1. brigade Slovenske vojske, podpolkovnik Dragan Marič. Rodovski bataljon, mirno. Za prihod poveljnika Rodovskega bataljona 1. brigade Slovenske vojske, pozdrav, nalevo. Podpolkovnik Dragan Marič. Rodovski bataljon 1. brigade Slovenske vojske je postrojen in pripravljen na vaš pregled in izvedbo slovesnosti. Poroča majorka Željka Senič. Pripadnice in pripadniki Rodovskega bataljona, za koga? Za Slovenijo! Majorka Simič, nadaljujte slovesnostjo. Sledi himna Republike Slovenije. Rodovski bataljon, mirno. Za Slovenijo, zdrav. Živimo si narodi, ki hrbtega čakanja, da Boga sonce poti, prepiri sveta potrebna. Daroja, Gospoda, ne brakle so se poleja. Daroja, Gospoda, ne brakle so se poleja. Ne brakle so se poleja. Mirno.
Namensko, no. Spoštovani namestnik poveljnika sil Slovenske vojske, brigadir Uroš Paternus, poveljnik 1. brigade Slovenske vojske, brigadir Boštjan Močnik, poveljnik civilne zaščite občine Hrpelje Kozina, gospod Robert Kastelic, poveljniki in enotovni počasniki, spoštovane pripadnice in pripadniki Rodovskega bataljona, družinski člani, dragi prijatelji, lepo pozdravljeni in dobrodošli na slovesnosti ob dnevu Rodovskega bataljona 1. brigade. Dnevu, ki ga pripadniki te enote posvečamo spominu na rojstni dan slovenskega vojaka, našega soborca in domoljuba Edvarda Peperka. Vojak Peperko je v osamosvojitveni vojni domovino junaško branil in ubranil. Danes je to praznovanje še posebej slovesno, saj rodovci 1. brigade praznujejo 10. obletnico oblikovanja bataljona. Dneva, ko so se v eno združile baterija za ognjeno podporo, četa za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo, četa vojaške policije, četa zvez, inženerijska četa, lahka raketna baterija zračne obrambe, obveščevalno-izvidniška četa in protioklepna četa. 8 popolnoma različnih enot z istim ciljem. Ob tej priložnosti vabim k nagovoru prvega med rodovci, podpolkovnika Dragana Mariča. Spoštovani poveljnik 1. brigade Slovenske vojske, brigadir Boštjan Močnik, cenjena gospa Saša Likovec, Svetlošek, županja občina Hrpelj Kozina in ostali gosti. Spoštovane pripadnice in pripadniki Rodovskega bataljona 1. brigade, družinski člani, pripadnice in pripadnikov, dragi prijatelji, lepo pozdravljeni in dobrodošli na slovesnosti ob dnevu Rodovskega bataljona 1. brigade, njegovi 10. obletnici. Skupaj do cilja je naše vodilo na poti, ki smo jo prehodili v 10 letih delovanja. Ob nesebični in neizmerni podpori družin, vseh vas, ki ste danes tu z nami, naši pripadniki, vaši možje, žene, očete in matere v imenu domovine opravljajo izjemno poslanstvo. Poleg varovanja strateško pomembnih objektov Slovenske vojske, podpori policiji pri varovanju državne meje v zadnjih letih velikih migrantskih valov, je izjemen prispevek pripadnic in pripadnikov na domačih tleh v podporo sistema zaščita in reševanja. Spomnimo se velikih naravnih nesreč, kot so žled, požar na Krasu, vsakoletne poplave, tudi nedavno na vzhodu države, nesreče v tovarni Melamin v Kočevju, reševanje življenj na slovenskih cestah, utopljencev in še bi lahko našteval. Posod tu smo mi, vaši možje, žene, očetje in matere. Naša srca pod uniformo, srca za domovino. Pravijo, da je pogum tisti, ki premaga strah, ki ve, da uspeh ni dokončen in da neuspeh ni usoden. Pogum je tisti, ki ob porazu postane močnejši in ve, da je ključ uspeha osredotočenost na cilje in ne na ovire. Kot poveljnik se zavedam in vem, da naloga, ki je pred menoj, ni nikoli tako velika, kot je moč vseh nas, ki stojite z menoj. Brez vas je vsaka naloga le mrtva črka na papirju. Brez vas ni uspeha in ni poraza. Samo z vami je možno skupaj do cilja. Drage pripadnice in pripadniki Rodovskega bataljona 1. brigade, poznam in vidim vas. Vašo predanost, brezpogojno in strokovno izvrševanje nalog, vaše odrekanja mnogokrat na račun vaših zasebnih življenj. Na vse vas sem neizmerno ponosen. Rodovski bataljon. Za koga? Za Slovenijo! Srečno! Podpolkovnik, hvala. Kako zadnja leta Rodovski bataljon podaljšuje brigadni vzvod, pa nam lahko pove edino njen poveljnik, brigadir Boštjan Močnik. Poveljnik, izvolite. Dober dan, predstavniki civilne sfere, župani, seveda družinski člani. Današnji pogled iz te točke na postroj me spominja nekako v obdobje 25 let nazaj. Tako da lahko potrdim, da takšne odzivnosti družinskih članov
Na nivoju organizacije oziroma izvedbe slovesnosti bataljonske ravni se jih zadnjih 25 let ne spomnim. Tako da zelo lepo je to videti. In to, kar izkazujete, vsi, ki ste danes tu prisotni, izkazujete ravno to, kar je ena od mantra ali pa svetih gralov vseh oboroženih sil. Se pravi, ključna podpora družine, vsem, ki nosimo uniformo in smo vojaki. Vaš poveljnik je v nagovoru že omenil nekaj stvari, lahko se pa pove to tudi malce drugače. In sicer, zadnja 3 leta, vsi, ki stojite v postroju, ste večkrat dokazali, da ko različni družbeni podsistemi v Republiki Sloveniji klecnejo na levo koleno, potem pride vojska. Večkrat dokazano, večkrat potrjeno. In še več, zadnja odide. Ni tako samo v domačem okolju, v državi, podobno je tudi po mednarodnih operacijah in misijah. Pred 3 dnevi sem se vrnil iz Jeruzalema, kjer vojaki, tudi naši, opravljajo dolžnost na misiji, ki je stara 75 let. Kaj nam slednje pove? Pove nam točno to, da je mir vrlina in želja vseh ljudi, ki je pa nažalost v marsikaterem okolju težko dosegljiva. Oziroma v različnih koncih sveta jih ljudje, kot smo mi danes tukaj, ne uživajo. Temu je namenjen oboroženih sil in če želite, temu je namenjen tudi postroj današnje enote Rodovskega bataljona. 10 let je lepo obdobje. Marsikoga od vas poznam 10 let ali pa tudi več, tako da lepo vas je videti, ko se starate, dobivate sive lasje. In ste priča in boste priča v prihajajočem obdobju edini stalnici, ki je enaka za vse organizacije, seveda tudi za Slovensko vojsko. Edina stalnica je, oziroma so pač spremembe. Spremembe, katerih bo po poti korakala Slovenska vojska v naslednjih 2 letih. Zmogljivosti Rodovskega bataljona se bodo rahlo spreminjale. In kaj želim Slovenski vojski in tudi vam kot strokovnjakom na vaših področjih, da boste rasli, da se nam bodo pridružili mladi pripadniki, na katere boste prenašali svoja znanja. Današnji postroj lahko rečemo, da nam je tudi v opomin v to, da nedaleč stran umirajo ljudje, nažalost, da smo priča dogodkom, katerih ne poznamo od konca 2. svetovne vojne, kjer vojaki, kot smo mi, umirajo vsakodnevno v velikih količinah. Norija, za katero upam, da se bo končala tako kot vsaka vojna, vendar čim prej. Še zadnja misel, vsem, ki ste danes tu in podpirate svoje može, fantje, dekleta, žene, hvala za vašo podporo. Tudi mi vsi, ki stojimo tu na tem odru in nosimo uniforme, imamo družine doma, tako da poznamo te zgodbe. Nič kaj drugače ne bo v letošnjem letu in v naslednjem letu. Ko bo težko, bodo vaši fantje in dekleta, sinovi in hčere pač odšli in pomagali in izvedli nalogo. Tako da en globok poklon vsem vam oziroma vašim vojaškim družinam. Njih malo v Sloveniji, nekaj pa jih vendarle je. Ostanite zdravi, negujte zdravje v vojaškem kolektivu, ki ga imate. Srečno Rodovski bataljon. Hvala, poveljnik, za vaše besede. Tudi pod vojaško uniformo se skriva iskreno srce. Prisluhnimo pevki Saši, ki nas bo s pesmijo popeljala med iskrene ljudi. Med iskreni ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu preprosto,
če je svet bran. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti. Človek bližnjega spozna, koga pa enkrat izda, do takrat pa padlo ti. Preiskreni so preproste sreči, kot jasen dan. Pri vseh drugih pa ja, da je nekaj slabega, še preveč pristaš. In če misliš tudi ti, da je dolgčas brez laži, pojdi raje s njo. Naj se snimo jutrišnji, med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se snimo jutrišnji, med iskrenimi ljudmi zbudi. Hvala lepa. Hvala. Identiteta enote se gradi skozi njeno delovanje, vrednote, navade in dogodke, ki jo zaznamujejo. Močan vpliv na identiteto rodovskega bataljona ima zgodovina. Še posebej smo ponosni na človeka, ki je leta 1991 gradil zgodovino ne samo naše enote, ampak zgodovino Republike Slovenije. Edvard Peperko je zato dal največ, kar človek lahko da, svoje življenje. K mikrofonu vabim gospoda Boža Zupančiča, člana predsedstva območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo in takrat soborca Edvarda Peperka, da nam opiše okoliščine dogodka v Trzinu 2. junija 1991. Vsem skupaj lep pozdrav. Sem Božo Zupančič, stotnik 1. razreda. Šolo za rezervne oficirje sem obiskoval v Ljubljani, takrat v kasarni Šentvid. To je bila prva generacija, leta 1974. Žal je bilo tudi potem samo še 4 leta, 4 generacije se je šola ukinila. Takoj po prihodu iz JLA, iz vojske, sem postal član teritorialne obrambe v Kamniku, kjer sem bil dodeljen v četi kot komandir voda. 4 leta pred vojno za Slovenijo pa sem prevzel mesto komandirja diverzantskega voda v 55. štabu, okrožnem štabu. Takrat sem spoznal tudi vse svoje sovojake, med njimi Edota. 4 leta smo sodelovali na vseh možnih vajah, ker bilo jih je veliko, največ tu v bližini na Blokah, in pa seveda tudi Pokluka in pa razne druga mesta. V času leto pred vojno smo tudi mi čedalje boljše pripravljali, na kar smo dobili neke indice, da bo treba pač se organizirati. In to je bilo tudi res, kajti en teden pred vojno smo dobili pozive in smo se morali javiti na določeno mesto. To je bila tovarna smodnika Kik v Kamniku. Tam smo opravljali razne naloge, pripravljali orožje in take stvari, ki so se takrat nam dogajale. Da na kratko pišem Trzin. 2 dni pred agresijo, pred vojno, so nas premestili na neko kmetijo v bližini Kamnika, tako da nismo bili v stiku z nobenimi. In pa tisto jutro na dan bitke v Trzinu
so nas ob 4 zjutraj odpeljali na zborno mesto, na mesto Lek Mengeš, ker sem dobil navodila, kaj in kako bo stvar potekala. Naša oborožitev je bila skromna. Jaz sem imel pištolce 9 nabojev, imel smo 3 papovke in pa 6 avtomatskih pušk in pa 2 ostrostrelca. Tam so nam dali do oborožitev 4 ročne bombe. In pa naloga naj bi bila, ko bodo se začela pogajanja o izročitvi tankov oziroma predajo, da bomo mi varovali naše pogajalce s tem, da bomo se skrili in na žvižg piščalke, da se bomo pokazali, da nas bodo oni vojaki videli. Žal pa se je situacija spremenila iz ure v uro. Nas so postavili na eno zelo nerodno mesto varovanja, tako da smo izgubili že popoldne stik z vsemi nadrejenimi in nismo enostavno vedeli več, kaj in kako se dogaja. Takrat sem sklical komandirje oziroma vodje skupin, vodil sem 3 skupine, povedal sem jim, kaj nam sledi, zamenili smo se, da se kaj velik herojstva ne bomo počeli, zato ker sem imel občutek, da nekaj bo. Meni to se je žal tudi na večer začelo dogajati. Prvi so zagoreli avtobusi, potem se začelo verižno streljanje, na kar je utihnilo, nismo vedeli, kaj se dogaja. No in potem je prišel tisti trenutek, ko pa zaslišimo mi helikopterje. To je bil pa nekako bolj udarc, srce je začelo hitreje biti, ker prvič, ker si v takšni situaciji že sam ne pomisliš, kaj bi naredil. Zraven tega smo 25 fantov, vsi smo bili mladi, vsi z mladi družinami, tako otročki, Edo je moj 1 leto staro hčerko, jaz sem 1 leto pa pol starega sina, tako da nam ni bilo lahko. Ampak odločil sem se, to, kar sem se, nismo veliko se borili, mi kot vod, zato ker smo bili izpostavljeni na eni strani tankom, ker se je streljalo vse vprek, na drugi strani so bili naši protidiverzanti in pa kar je sledilo, najhujše je bil desant, helikopterski desant, enote iz Niša, tako da koč, da smo bili ujeti med 3, rekel, strelce in takrat sem se odločil, da se mi enostavno iz te črte umaknemo. Zbral sem vse vojake, razen 2, na določenem mestu. In ko sem rekel, Edo, jaz grem še pogledati, kje sta 2 vojaka, je rekel, Edo, sam pa ne boš šel. Šel je z mano, našla sem 2 tiste vojake, ki so se pač poskrili, jih odpeljala na zborno mesto, na kar sta se vrnila. In ko sva se vračala do hiše, da ne od hiš, je Edo nenadoma padel. Padel, zadet, tudi rekel ni A, ne U, žal. Ampak jaz sem videl, da je bila par 100 metrov stran reševalno vozilo, da je bili so bolničarji, videli so, kaj se je zgodilo. In ko sem jaz pomahal fantom, sem se jaz od Edota umaknil. Ker sem vedel, če bom še v uniformi tam okrog brezlov oziroma delo, ne vem, kontrazadeve, da je bolj, da se umaknem. Videl sem že, kako se je Edota naložil, potem sem jaz moral iti do svojih vojakov. Na kar smo se mi odpravili na naše izhodiščne položaje, izhodiščno mesto. Še enkrat ponavljam, vse skozi nismo imeli nobene povezave z vodstvom, z komando, z ničemer. Štel sem tudi kot sam v tistem streljanju. Veste, to je, kot človek prvič to doživi, je to silovita, rekel, ne čudna zadeva, ampak huda. Ker na vseh orožnih vaj, karkoli smo imeli, smo streljali v tarče in je bilo to krasno. Ko pa enkrat nekdo nazaj, strelika začneš švigati, leteti, ker ne veš od kje in kaj, potem pa začneš premišljati, kaj narediti. In žal je takrat pač Edo umrl, bilo je hudo. Moram reči, da sem v dobrih stikih z družino vseh Peperkotovih, ženo, hčerko, mamo, vedno se dobivamo. Nikoli nisem slišal nobenega očitka z njihove strani, da je bilo karkoli narobe, pač zgodilo se je, kar se je zgodilo. Upajmo, da ne bomo to več doživeli in tudi vam, za vas upam, da ne boste. In zato vam želim
želim v nadaljevanju službovanja veliko uspeha in zadovoljstva in veselja. Hvala. Gospod Zupančič, iskrena hvala, da ste z nami delili vaše spomine. Žal je življenje včasih kruto in ne izbira. V preteklosti nam je usoda nepričakovano vzela kar nekaj kolegov, ki bodo v mislih vedno z nami. Drage pripadnice, spoštovani pripadniki. V jeziku duhovnosti poznamo več vrst ljubezni. Z izrazom filija označujemo tesno prijateljstvo, povezanost ali bratsko ljubezen, ki se izraža v naši vsakdanji drži. V skrbi in spoštovanju, v podpori in zavezi drugemu, v sprejemanju in sočutju do bližnjega. Iskreno prijateljstvo v ospredje vedno postavlja skupno dobro. Bojna morala se gradi prav na tovarištvu, ki v svoji predanosti zagotavlja trdno notranjo povezanost v enoti. 10 let ste ustvarjalci napredka v Rodovskem bataljonu. Večkrat pozabljate na lastne potrebe, svoj čas, znanje in energijo usmerjate k višjim ciljem in ob tem gradite tudi skupnost. Iskrene čestitke ob vašem prazniku. Tovarištvo pa se izkazuje tudi v povezanosti s pripadniki, ki so nekoč služili naši domovini, pa jih danes med nami ni več. Zato zdaj v tišini počastimo spomin nanje. Rodovski bataljon, mirno! Hvala pastoralni asistentki Nini. Rodovski bataljon se usposablja na različnih lokacijah doma in v tujini. Še posebej je bilo uspešno usposabljanje pripadnikov prostovoljne rezerve Slovenske vojske, ki smo ga izvedli januarja na območju občine Hrpelje-Kozina. Usposabljanje sta nam omogočila županja občine gospa Saša Likavec-Svetelšek in gospod Robert Kastelic. Prosim poveljnika Rodovskega bataljona, da podeli plaketo in zahvalo Rodovskega bataljona gospodu Robertu Kastelicu. Hvala za vseeno. Še vaše oči. Enota se gradi na terenu. Njen značaj zaznamuje delo v pogojih, ko se želimo čim bolj približati dejanskim razmeram. In pod takšnimi pogoji smo letos aprila izvedli prvo samostojno vajo Rodovskega bataljona v zgodovini enote. Združena podpora 1 je bila vaja izvedena v težkih terenskih pogojih. To vajo bi brez podpore nadrejenega poveljnika, brigadirja Boštjana Močnika, težko izvedli v takšnem obsegu. Prosim poveljnika Rodovskega bataljona, da v zahvalo poveljniku prve brigade, brigadirju Boštjanu Močniku, podeli sliko enote, ki je nastala na tej vaji. Brez podpore poveljstva brigade in poveljnika bataljona ne bi izvedli vaje, tako da poveljnik, predvsem skupaj, res hvala za podporo in za svojo energijo, ste nam dali, da smo to izvedli. Mislim, da poveljnik tudi že naplavzno.
Pripadniki enote bodimo ponosni na naše dosežke. Pravijo, da če delaš dobro, ne ostaneš neopažen. V Rodovskem bataljonu dobro delo še posebej cenimo. Ponosni smo, da lahko pred vsemi vami, zbranimi, podelimo priznanja našim pripadnikom, ki niso ostali neopaženi. Rodovski bataljon, mirno! Na podlagi 54. člena Zakona o obrambi, Uradni list Republike Slovenije številka 10304, uradno prečiščeno besedilo 9515 in 13920 ter prvega odstavka 80. člena Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo, Uradni list Republike Slovenije številka 4107 411 86 11 105 13 37 15 72 18 in 32 21 izdajam odredbo o podelitvi priznanj Ministrstva za obrambo. Bronasto medaljo Slovenske vojske, Edvard Kac, Marjan Šarec, minister. Na podlagi 54. člena Zakona o obrambi, Uradni list Republike Slovenije številka 10304, uradno prečiščeno besedilo drugega odstavka 80. člena Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo, Uradni list Republike Slovenije številka 4107 411 86 11 105 13 37 15 72 18 in 32 21 in ukaza Rodovskega bataljona prve brigade številka 094 do 3 skozi 2014 do 170 z dne 6.1.2015 z dopolnilom izdajam ukaz o podelitvi priznanj Rodovskega bataljona prve brigade. Zlato medaljo Rodovskega bataljona prejme Mark Stupar. Srebrno medaljo Rodovskega bataljona prejme Rok Pintar. Bronasto medaljo Rodovskega bataljona prejmejo Žiga Pretnar, Luka Debeljak, Andrej Močnik, Miha Kosec, Istok Grabrijan. Pohvale Rodovskega bataljona prejmejo Matic Bečirevič, Jože Smodič, Sergej Vozel, Jasmina Kunej, Rok Rezel, Anže Intihar, Davorin Šešič, Anže Drempetič, Matic Muren, Srečko Bahor, Dejan Avpič, Nik Peruci, Uroš Kralj, Mitja Zupančič, podpolkovnik Dragan Marič, poveljnik Rodovskega bataljona prve brigade. Na mesto, prosto. Vabim poveljnika Rodovskega bataljona, da podeli priznanja. Edvard Kac, Rok Pintar, Luka Debeljak, Andrej Močnik, Miha Krajnc, Matic Benčevič, Jože Smodič, Sergej Vozel, Jasmina Kunej, Rok Rezel, Dejan Avpič, Uroš Kralj. Imenovani stopite s postrojem. Pozdrav! Na mesto.
Vsem prejemnikom iskrene čestitke. Pravijo, da moramo v življenju paziti na svoje misli, ker te postanejo besede. Paziti moramo na svoje besede, ker te postanejo naša dejanja. Paziti je potrebno na dejanja, ker leta postanejo navade. Naše navade pa postanejo naš značaj in po njem smo prepoznavni. Povišanje v činu je v življenju vojaka pomemben trenutek. Je nagrada za predhodne delo, profesionalen odnos, kompetence, veščine in vrednote. Tako bomo v nadaljevanju izvedli povišanje v činih. Volovski bataljon, mirno! Na podlagi 4. odstavka 62. člena Zakona o obrambi Uradni list Republike Slovenije številka 103/2004 uradno prečiščeno besedilo 95:15 in 139:20, drugo, tretje in četrti člen uredbe o povišanju v Slovenski vojski, Uradni list Republike Slovenije številka 99:02, 87:05, 34:06, 116:7, 39:15 in 73:19 izdajam ukaz o povišanju vojakov. V čin naddesetnika Miha Kosec, Andrej Gorišek, Marko Strmecki. V čin desetnika Borut Kralj, Primož Peklar, Aleksander Pavlič. V čin poddesetnika Matjaž Premec, Damjan Šlichuber, Martin Tesla. Podpolkovnik Dragan Marič, poveljnik Rodovskega bataljona 1. brigade. Na mesto, prosto. Vabimo bataljonskega počastnika praporščaka Pavla Pfeifferja, da podeli čine vojakom. V čin naddesetnika se povišata Miha Kosec, Andrej Gorišek. V čin desetnika se povišata Borut Kralj, Primož Peklar. V čin poddesetnika se povišajo Matjaž Premec, Damjan Šlichuber, Martin Tesla. Zdrav. Zdrav. Odžaj za sprete. Bravo, opozicija!
Jaz štejem ena, vi štejete 2 do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Povišanim pripadnikom iskrene čestitke. Prisluhnimo Saši, ki nam bo zapela Ne kliči me. Ne kliči me, ker zate več me ni, in naj ne pade kdaj na pamet ti. Nikdar ne bom ti oprostila, pozabila, da si z njim. Ne zanima me, ima kako zdržal ti je. Priznal sem ti, da ga ljubim, cela si mi vse. Ne kliči me, ker zate več me ni, in naj ne pade kdaj na pamet ti. Nikdar ne bom ti oprostila, pozabila, da si z njim. In ne zanima me, in ima kako zdržal ti je. Pusti me, ne kliči me. Dolga leta tebi sem zaupala, lahko bi si rekla ti, da vedno tebi sem. Nočina in poletke sva poznali se, a ponoči zraven, Lahko zdaj sploh pogledaš mi v oči. Še včeraj roko v ogenj zapletala bi. A ponoč k njemu si odšla, iz objema mi speljala ga. Dobro videla, da ljubim ga. Ne kliči me, ker zame več me ni, nikdar ne pade kdaj na pamet ti. Nikdar ne bom ti oprostila, pozabila, da si z njim. In ne zanima me, in ima kako zdržal ti je. Pusti me, ne kliči me. A prende prende sveta, ti ga čekam. A ponoč njemu si odšla, iz objema mi speljala ga. Dobro videla, da ljubim ga. Ne kliči me, ker zame več me ni, nikdar ne pade kdaj na pamet ti. Nikdar ne bom ti oprostila, pozabila, da si z njim. In ne zanima me, in ima kako zdržal ti je. Pusti me, ne kliči me. Bravo, hvala Saša. Najboljši so tisti, ki izkazujejo samodisciplino, motivacijo, so vedno pripravljeni narediti nekaj več
in tako pozitivno izstopajo iz povprečja. V letu 2022 sta med pripadniki Rodovskega bataljona 1. brigade Slovenske vojske še posebej izstopala najboljši vojak in počasnik. Spoštovani, s ponosom pozdravimo najboljšega vojaka, desetnika Oskarja Elijo Črnivca in višjega vodnika Anžeta Česna. Imenovana sta hkrati izbrana za najboljšega vojaka in najboljšega počasnika 1. brigade. Imenovana sta spoštovani. Desetnik Črnivec je pripadnik voda brezpilotnih letalnikov, ki ga odlikujejo zanesljivost, samoiniciativnost, predanost enoti ter službi v Slovenski vojski. Je odličen in zanesljiv pripadnik enote in poleg rednih specialističnih nalog v enoti skrbi za plovnost letalnikov in usposablja pripadnike. Odlikuje ga iznajdljivost, vztrajnost ter učinkovito reševanje izzivov, s katerimi se enota vsakodnevno srečuje. V preteklem letu je uspešno opravil desetniški tečaj. Udeležil se je tudi humni tečaja, ki ga je kot najboljši slušatelj opravil z odliko. V obveščevalno-izvidniški četi ga poznamo kot zelo komunikativnega in požrtvovalnega vojaka, ki vedno pokaže pripravljenost za delo. Zaradi svoje odprtosti in sposobnosti reševanja težav in izzivov je zaupanja med vojaki je bil izbran za četnega zaupnika. V prostem času pa je aktiven član Planinske zveze Slovenije. Višji vodnik Česen. Svoje delo opravlja profesionalno in strokovno. S svojim vodenjem in izkušnjami pozitivno vpliva na četo vojaške policije 1. brigade. Še posebej je potrebno poudariti njegov nesebičen prispevek k krepitvi vojaškega kolektiva. Skrbi za podrejene in zelo preudarno načrtuje obseg dela pripadnikov. Njegova sposobnost hitrega reševanja izzivov se najbolje pokaže v situacijah, kjer je za rešitev problema potrebna velika mera odločnosti, iznajdljivosti ter spretnosti. Kot pripadnik vojaške policije je skozi svoje dosedanje delo dokazal, da je pomemben člen pri izvajanju nalog, katero opravlja v skladu z mednarodnimi sporazumi in znotraj nacionalnih omejitev pri uveljavi zakonodaje. Višji vodnik Česen se udeležuje športnih tekmovanj s humanitarno noto, tako tudi na tem področju skrbi za ugled in promocijo Slovenske vojske. Vabimo poveljnika Rodovskega bataljona in bataljonskega počasnika, da podelita priznanja. Imenovana sta postroj. Dajmo še en aplavz. Iskrene čestitke vsem prejemnikom. Spoštovani, sledi himna Slovenske vojske. Rodovski bataljon, mirno. Čas.
mesto odmor. Spoštovani pripadniki Rodovskega bataljona 1. brigade, še enkrat čestitke ob vašem prazniku. Rodovski bataljon, mirno. Za odhod bojne zastave, pozdrav! Mirno. Na mesto odmor. Bodimo ponosni nase, da smo člani vojaške družine in vojaki svoje domovine. Vzgajamo svoj ponos tudi v bodoče. S tem dejanjem je današnji uradni del slovesnosti zaključen. Pripadnicam in pripadnikom želimo še naprej uspešno in varno upravljanje nalog, vse zbrane pa vabim na prijetno druženje s skupino Vahov. Rodovski bataljon, mirno. Za odhod poveljnika Rodovskega bataljona 1. brigade in gostov, pozdrav! Mirno. Na mesto odmor. Na mesto prostor. Rodovski bataljon. Bez našega bataljonskega podčastnika veliko sprememb v zadnjem letu ne bi bilo. Dajmo še napal za njega. Bravo. Rodovski bataljon, prosto.